prispel v šilo v apartma. Ajte, tole fini balkon je to, ne terasa. Dol imam lepo lep pogled na morje. Morje je ne 300 metrov stran, no nekaj tacga. Tamle lejte parking. No, da vam še noter pokažem. To je tak preprost apartma. 2+2, se pravi za 2 osebe, plus kao 2 še tukaj na pomožnem ležišču. To je bolj za kakšne otroke. Tole je spalnica. Tole je pa kopalnica, WC. Preprost, čist apartma, cena pa je zmeraj ugodna. Tako da bom v opisu videa dal link, kjer si lahko več preberete, tudi o cenah in vsem. In če koga tole zanima, pač naj rezervira. To ima v lasti starejša gospa, malo slabše se znajde z oglaševanjem pa to in zato mora imeti malo nižje cene. Tako da, če iščete apartma po ugodni ceni, je tole zagotovo to. Dragi prijatelji, zdaj pa da vam še malo pokažem šilo in okolico. Jaz se zdaj nahajam tukaj spodaj. Ne vem, ab temu rekel čist center ali ne bi rekel, ali je center malo bolj tja. Jaz sem se tukaj z avtom dol pripeljal, 300 metrov od mojega apartmaja. Tukaj vidite je en lokalček, tukaj sem včasih veliko hodil. Tukaj dol lahko parkiraš, do 1.6. je brezplačno, pol naprej pa zaračunavajo. In lejte, se bomo mi zdaj sprehodili tjale čist do konca, lejte, tistega lepo otoka, ki tako lepo zapira šilo, tamle ga vidite. Tiste meni najlepši del tukajle. Pa tukaj, ja, v šilu in še malo okoli. Ampak lejte, veliko stvari bomo šli še pogledati, tako da tole gledajte do konca in boste imeli čist predstavo, kakšen je šilo. No, tukaj je pot skozi ob morju, se pravi, to je tudi neka plaža, tako da skozi boste videli, dokje to pridem. No, sem pa vmes enega sledilca, pa sledilko srečal, tako da, če gledate ta video, vaj lepo pozdravljam. Tole naravnost, vidite, ena taka malo manjša peščena plaža, ki je pač tukaj najbolj interesantna. Zakaj snemamo toliko daleč? Zato, ker je cel kup otrok gor in veste še kdaj, kakšna stara ženska me nadere, ko ga jo snemam, ne? Tako da sem pri teh stvareh zelo pazljiv, da ne bojo kje rekli, Tomaž Gorec otroke snemal, ne? Veste, to hitro pride, tako da sem pazljiv, kdaj tudi kje čakam po 10 minut, da se kdo umakne ali pa še več. No, ampak se nismo nič veliko zamudili, tako da zdaj gremo pa naprej. Tole je ena gostilna, ki sem včasih že mnogo let, moram reči, nazaj sem večkrat jedel in mi je bilo kar okej. In tudi zdaj, ko sem cene pogledal, so kar normalne, tako da ne morem garantirati, lahko pa probate, pa boste videli. Zdaj smo pa že čist bliz tega polotoka. Do tukaj se drugače lahko z avtom pripelješ. Ne vem, a je ta parking plačljiv ali ni. Nič ne piše, da bi bil plačljiv, sam če je brezplačen, pol to pomeni, da v sezoni najbrž je tle čist zablokirano. No, seveda tudi cesta gre naprej, ampak ta rampa je čist zmeraj zaprta, tako da morate avto tle parkirati ali pa če pridete sem peš in greste peš naprej. No, tole je tale polotok in tamle vidite, par ljudi se kopal,
tak lepa mini plaščica, tukaj sem se velikrat kopal, tudi lepe spomine imam na ta zaliv, z eno punco sva sem hodila, je bilo zelo lušno, ne. Drugače pa greš tle lahko vse kaj do konca, seveda se bomo mi tudi sprehodili, da vam pokažem. Dajte tole, ki vidite na celini, to je celina, je pa Crikvenica. To, da imate malo občutek, kje točno smo. Tamle zelo v daljavi se vidi majčkeno zelo megleno Krški most. Zdaj smo pa prišli že skoraj do konca, večinoma ljudi gre do tukaj, ampak mi bomo šli pa še majčkeno naprej. To smo pa zdaj prišli do konca. Tukaj le na koncu logično svetilnik. Tukaj zvečer pride polno ljudi. Pridejo pari majčkeno romantiko zganjati. Pridejo taki, ki jaz, osamljeni, samski, pa so malo sami s seboj, kar je tudi čisto okej, saj meni je, tako da vsak človek rabi tudi svoj mir, saj občasno, da je malo sam, tisti, ki je lahko sam s seboj, da noben ga ne pogreša, da ni odvisen od drugih ljudi, da če noben ga nima, da pol se mu bo pa zmešalo. Tisti človek je car. Tu se nisem jaz spomnil, to mi je rekla Saša Einziegler, tako da ona že nekaj ve o tem. No, tukaj smo na koncu. A veste mogoče, kaj je tole? Če imam jaz prav v spominu, ne bom trdo, je tole za opazovanje rib. To je seveda včasih bilo, ne? Zgleda je nekdo opazoval in če je videl neko jato rib, so ribiči šli v akciji. Lejte, to imam jaz v spominu iz leta 2014, ko sem pisal turistični vodič o Krku in se mi zdi, da sem to prebral. Ne bom pa 100% trdo, če pa kdo ve, da je to nekaj drugega, pa naj prosim napiše v komentar. Ali pa če ve, da je to, da bom vsaj vedel, a prav vem. Še z te druge strani, da malo posnamem. To se zdaj vračam, tamle. Gor za hribčkom je parking in potem nadaljujemo naprej. Boste videli, kaj vse je tukaj še zanimivega. Nekaj zelo zanimivega sem pa pozabil povedati. In to je to, da je tukaj plaža za pse. Tako da to morate vedeti in ljubitelji psov, da veste, kam svojega psa peljati. In tudi tisti, ki ne marate psov. Obstajajo tudi takih, ki ne marajo pse. Jaz sicer to ne zastopam, kako da ne moreš marati psa, ker pes je pa bolj pošten kot vsak človek, ne, in rajšte ima, tako da to jaz čist ne zastopam. Ampak dobro, ljudje smo različni, tako da ne bomo o tem debatirali. Tako da boste vedeli, vsi da boste vedeli, da je tu plaža za pse. Se vidite tle psičke, razne lušne. Meni to polepša dan, ki jih vidim. Zdaj sem na tistem parkingu, ki sem vam rekel, da lahko parkiraš, da greš na ta pol otok. To, kar pa vidite od spredaj, je pa kamp. A se tiha imenuje ali kako, ne vem, bom šumem pa bom povedal vam. No, tukaj je ena lepa plaža, jo bomo pol na bližji videli. Pa tukaj je tudi igrišče, košarka, nogomet. Tako da tukaj se kar dogaja, ne. Zdaj ta lepa plaža ni v sklopu kampa, tako da se gre lahko vsak kopat. Pol naprej je pa ograja, ampak mislim, da imajo tam v kampu slabšo plažo, kakor je ta tukaj le za vse. Tole pa ne razumem, kaj so tle s to plažo naredili. Glejte, upal bi se staviti, da včasih to ni bilo tako. Da je bil tukaj samo lep pesek in to je to. Zgleda so nekaj probali, pa jim ni ratalo. Ampak to plažo so čisto uničili. Glejte, čisto uničili. Tamle je na koncu zadnjih 30 metrov malo boljša. Kot sem rekel, tukaj igrišče, košarka, nogomet. Zvečer je tukaj kar veliko ljudi. Mi gremo zdaj pa mimo kampa pa naprej in vam pokažem
moj najljubši plac za kopanje, en izmed najljubših placov, no, za kopanje v Šilu. Prav sem imel, ta kamp se imenuje Tiha, tako da me te možgani še kar služijo, ne. Tamle bolj žalostno zgleda, ker ni nobenega zelenja, tlele naprej pa kar dobro, no. Zdaj pa nisem čist prepričan, kam moram iti, ker tukaj nisem že hodil ene 8 let po mojem, ali pa 6, 7. Tole ostanki rimske vile, to točno vem, kaj je, tako da po mojem bo to ta prava pot. Tole sem hodil ene 300-400 metrov in zdaj pa tle desno, da pridemo do teh ostankov rimske vile. Sicer ne do zdaj kakšno hudo čudo pričakovati, ne. Ne bo nič bilo videti, da je bila kdaj tle kakšna vila, ne. Ampak včasih je verjetno bila, zdaj je pa tega sem še 5%, kar je bilo. Ampak tukaj je drugače tudi ena meni zelo všeč plaža, kjer je tudi zmerom, tukaj sem bil pa tudi v glavni sezoni, so bili ljudje, ni bilo pa to nabito polno. Seveda malo je treba pešiti, ne, 10 minut, pa vidite takale pot, pa se ljudem že ne da. In hvala Bogu, da so potem taki kotički prazni. Evo, še malo pa pridemo do ostankov rimske vile. Zantinske trdnjave, tako da zdaj nisem čist prepričan. Ampak se ste jasno videli tablo, ne? Tako da tole tamle gore, evo, gremo bližje. To so zdaj ostanki te trdnjave oziroma vile, oziroma je mogoče vila še kje druge. Ne vem, saj tam ste prej table videli. Lejte, to je to, kar je ostalo. Ne vidite, po kakšnem hodem. Moram pa reči, pred 10 letem je bilo to čisto zaraščeno. Sploh ni do sem prišel. Tako da sem bil 10 metrov stran, bližje pa ni šlo. Tukaj imajo še en fini zalivček, tistili hiške tamle, ki so. O, Madonna, imajo fino plažo. Bolj ke ne sami zase, zato ker tu najbrž ljudje niti ne vejo, da obstaja. No, tlele dol je pa tudi nekaj, pa tudi plaža, pa tudi ni slabo videti. Dober, bi mogel dodalje, da bi točno videl, ampak če si na samem, je kar hiter. Dober, lejte, tamle vidite, čist na sred ekrana, čist rtek in gor so eni ljudje. Fantastičen plac. Tu je zmeraj sem oboževal, nikoli mi niso bili všeč tiste plaže v mestu noter, ne. Takole kjerkoli, da si bil sam, pa fantastično. No, zdaj vam bom pa šel pokazati, kje sem se pa jaz kopal. No, zdaj sem malo na pamet šel, ampak v trenutku, ko sem tole videl, sem pa točno vedel, kje sem. Tukaj je dol fejst globok. Zdaj sem zmeraj gledal dol, ki mi je bilo všeč. Sam zdaj, kam sva se pa midva točno kopat hodila? Ja, od zadaj. Vidite, tudi to si frajer, če imaš neki čovnček, pa se pripeleš noter. A jaz sem se kopat pa kele naprej hodil. In ja, seveda grem pogledat, če na drugega zaradi spominov. Je kar malo težji dostop, ampak ravno zato si pa pol, bom rekel, sam gospodin na plaži, ki boste videli, ni tako slaba, oziroma kakor za koga, ampak zdaj mi nekaj ni jasno, včasih je tu neka pot vodila, zdaj pa jaz tukaj ne vidim. V glavnem, če bo tukaj kdo šel, definitivno naj ne grejo na tikačih, tle rabiš pohodne čevlje, ker drugač pa se marsikaj lahko naredi. Tako da jaz sem seveda v merelkah in je čist ok. Zdaj pa sem, da najdem tisti moj plac, ki sem se zmeraj kopal. Evo, najdu. Pa prej nisem vedel, da je bilo čist takole. Zdaj, ko sem prišel, se spomnim teh lepih poličk, daš nekam blazino, brisače
In lejte, tle nikoli ni bilo žive duše. In tudi tle sem pol plaval kaj naprej in vem, da manj 50-100 metrov naprej je ena jama, v katero sem tudi noč zaplaval, ni nekaj velika, ampak spomnim se, da je bila. Je bil majčken problem ven prideti, to priznam, ampak meni je bilo tle fino. Sem se tle več kot 10krat kopal in meni je bilo fino, ne. No, zdaj pa še druge zadeve tukaj, ne. Dajte, vidite tale zalivček, ne. Tle sem se tudi kopal. Pa tamle od zadaj je še en zalivček. To sem pa z avtom prišel. Tole je smer proti Vrbniku. Jaz sem z avtom kaj prišel in sem se kopal. Ampak veste, zdaj se mi po avto ne daje, tako da bom kar peš udaril kele do unga zalivčka. Tle sem tudi kolesaril, hodil, tekel. Tako da tle je ful dobro, pa ful neobludeno. Vse tako je bilo 7-8 let nazaj. Gremo preveriti, kako je pa zdaj. Zdaj se približujem tem zalivu. Lejte, tudi v tem, lejte, to vse lepo, zanimivo za kopati se. Tukaj od zadaj je en gospod, ima čisto lepo svojo plasco, raj na zemlji. To je tlele mrt raj na zemlji, tukaj bliz morja. Ja, noro, noro. Lepota se nadaljuje naprej. Tukaj nekje sem se hodil kopati. Pa za zdaj ne moram spomniti, občutek imam, da sem semle prišel z avtom. Do tlele, ja, lejte, dobro občutek sem, do tle sem z avtom prišel, potem sem se šel pa kopati tle nekje od enega od teh zalivov. Zdaj, lejte, jaz sem z avtom prišel nazaj 8 let, ne. Zdaj sem ne garantiram, da tudi zdaj po 8 letih pride z avtom do sem, ampak dobro, zgleda kar zvoženo, ampak se veste, lahko je kdo, ki je kakšno rampo postavil. Tako da ne vem, gremo pa še itak okoli, no, pa bomo videli, kako je kaj s tem rampam. Tudi tukaj bi človek najdel svoj prostor pod soncem. Se zdaj razmišljam, ne, lejte, to so čiste, bom rekel, Bogu iza nogo nekje zalivi, ampak veste, te zalive polet najdejo ljudje z čovnem, jahtam, jadrncem in tako naprej. Lejte, tam na on stran, tiste stene, tam sem jim se jaz hodil kopati, pa sem rekel, kako je bilo fino, tako da mrzdu bo rekel, kamorkoli drgam pogleda še boljš. Ampak meni je bilo takrat fino. Ne, mogoče zaradi družbe, lepe ženske družbe, da zaradi tega imam take lepe spomine. Ne vem, se veste, če si v prijetni družbi, tudi ne, kakšna muska, ne, nam je en komad tako všeč. Izpred 30 let, ne. Ja, zakaj? Ja, zato, ker si glih na tisti komad za eno lepotico plesal, pa se je nekaj rešvalil in bil zaljubljen in to je bila čudovita noč, pa ta komad ti bo sigurno všeč, ne. Tako smo ljudje naštimani, ne. Drugače pa evo, sem tle najdel podol in grem jaz probat kar ob morju skositi. Te mi prav paše hoditi. Mi prav paše hoditi, tako da grem z veseljem, ker tamle, če bi šel naprej, bi šel po lepši poti, pa po bližnjici, ampak ne, grem jaz kar okoli, pa da vidimo, kako bo. Ne bom rekel, da je pokrajina, da padeš dol, ampak je pa čisto lepa za sprehoditi se. Ne, ni tako, kot 2 dni nazaj v Baški, ampak čisto dobro je, tako da, dajte, takele sprehodi so top. Zakaj za takele poti raj obujem te stare merelke? Zato, ker to eni kamni so tako ostri in pol iz stranjo, ki je podrgneš in je to tako, kot bi z nožem in jih uničiš, ne. Tele, ki jih imam na sebi, sem jih 2 let nazaj v Lukomerju, se spomnim, sem nekam tako stopil in mi jih je za ene centimetre prerezal, ampak je še zmeraj čisto dober. No, zdaj sem pa nekam prišel, tega zaliva pa ne poznam. Jaz sem prepričan, da bom prišel čisto drugega.
Ampak tudi tale je lep tamle, lejte, bomo pol še z druge strani probali posneti. Pa grem še tlele čez, da vidim, kaj je. Po mojem, da je zdaj pa tle tist, ki ga pričakujem. Še en lep zalivček. Mečken kazik je, kakšni ostanki vrečk. Ampak lep zalivček. In vidite, dokaj so ljudje z avtom prišli, tako da se da prideti zgleda. Gremo pogledat. No, tukaj pa zdaj ena orang cesta, pa avtomobili parkirani. Šli se je hotel prebivališče narediti, pa zgleda ni šlo nič. Jaz sem zdaj nazaj gor, ker mislim, da je tam le čez še en večji zaliv, katerega sem jaz včasih hodil. Take so tle ceste in tega je ogromno, ne. Tako da tole z nekim trekking kolesom je fantastično. Jaz sem to tle vse prevozil, ampak se pravi, mečken me spomin zapušča. Tudi hodil sem teč, vse živo. Tako da zdaj grem še malo naprej, da vidim, če pridem do tistega zaliva, ki ga imam v glav. Če ne pridem, pa pač ne pridem. Nisem glih brihten. Jaz sem pogledal na Google Maps in tisti zalivček je tlele ene slab kilometer zračne linije, ampak ne pele cesta. Bi mogel iti nazaj, pol pa po eni višji, pa nazaj dole. Dajte, danes ne bom šel, imam pa do Šila, bom zelo preveril koliko, po mojem 3 km, 4 sigurno. Tako da bo to kar še cajt trajalo. Zjutraj se bom mogoče zapeljal, bom videl, no. Ker mi ti zaliv bil všeč, ne, tako da vam bi ga rad pokazal, ampak danes grem zdaj jaz dol do avta, grem pa na pol otok, pa tam sončni zahod počakam. Ne bom sem hodil, oziroma, ali pa tudi mogoče bi. Bom videl, dajte, bom videl. Ja, skoraj 3 km imam, 37 minut piše, tako da grem jaz kar proti avtu. Kaj pa pol naprej, pa še ne vem. Bom zelo umeril te pure, razmislil. Je pa fini pohod, tako da super. No, videti ni bilo nobene rampe, tako da in tukaj se avtomobili normalno vozijo. No, tukaj je ena pot do Šila, pa do ene uvale, pa do druge uvale. Jaz grem pa sicer tukaj, zato ker imam v centru Šila in me tukaj vodi navigacija. Lejte, postavljajo pa tole, da ne bi ljudje z avtodomi hodili, ne. To jih ful mot. Dober, mečken razumljivo, ne. Zdaj, tudi kakšen je avtodomar, ne. Če vse za seboj pospravi, da tudi papirčka ne pusti, kar verjamem, da večinoma so taki, ne. Potem ajde, ne. Če pa zdaj vse zasvinajo za seboj, kar so tudi taki najbrž, je pa žalost, ne. Tako da nimam čisto komentarja na to. Prej je še en tujc mimo mene v teli smeri in pol čez 3 minute pa v rikverc rine. Sem rekel, da pa rine. No in evo, dajte, zdaj pa vidim razlog. Ampak vsem se da po drugi pot prideti, no. Tako da jaz sem bil že nekako odločen, da grem do plaže. No, zdaj pa me je pa malo minilo, ne, ker zdaj tam je spet tu neka druga pot, kaj vem, kje je lahko kaj zaprto. Tako nisem čisto prepričan, če bom šel. Tole bo je pa menda prek sezona zrihtali, ne. Joj, so vse prekopali, Bog se smil. To je bilo morda na črno narejeno, pa niso imeli nič. Zdaj pa urejajo, ne vem, to sem predvidevam, da ne bo kdo rekel, da koga kaj obtožujem. Pa lep objekt. Zdaj imam sam šletelih 200 metrov do avta. Tudi lejte, vse razkopano, tako da razmišljam, ona moja izjava, ne, da je kaj kdo kaj na črno naredil, ne, je bila popolnoma
ne na mestu in tudi najbrž neprimerna, tako da bi se lahko zdržal. In zdaj mislim drugače. Pač delajo tle in ja, vse prekupujejo, infrastrukturo štimajo. In to je to, tako da noben najbrž glih slovenski avto, pa se veste, ti zakon, da ne smeš tabelc pokazati. Ne vem, kdo se je tu zamislil. Včeraj nisem zaključil videa, sem hotel še na konc par stvari v Šilu povedati. Evo, bom pa danes. Zakaj pa nisem včeraj? Ne boste verjeli. Pridem semle, točno sem na plažo, kjer sem hotel to posneti. In začnejo leteti sporočila. Dobro, 3 so prišli. Zavrjen nakup s kartico. Denar so mi hotel ukrasti barabe. In pol sem na banko klical, pa pa tretji in pol pa nisem posnel. Dobro, nima to veze. Glejte, drugače še, zakaj se vam splača odločiti, da greste v Šilo. Glejte, finančni razlogi so tukaj, ne. Glejte, tukaj boste apartma dobili bistveno cenejši v Nivicah, še bistveno cenejši v Baški. Baška je ful draga, meni je Baška najbolj všeč, ampak je tukaj draga, ne grem v Baško, se raj zapeljem dvakrat, ne. Tudi lokali, restauracije je za 10 do 20% cenejša hrana, pa vidi, da imajo neke table z neke posebne ponudbe, pa to, ker tega v Nivicah ne boste videli, tiste cene, ki so. In to je to, ne. Tako da tukaj, če boste šli v Šilo, boste sigurno prišli cenejši čez, kakor v Nivicah, Malinski, Baški, Punatu. Ste pa zdaj cel video videli, ne? Tako da točno veste, kako je. In se boste lažje odločili. Zdaj, ko bom to nehal snemati, bom še ta lepo otok posnel iz gor, ki je sonce glih na ta pravem mestu, ni čez glih na ta pravem, ampak zvečer je bil na slabem. Te videli, kako je tle res luštno. In lejte, da vam sem tole plasco pokažem. Na tole, lejte. Mislim, se, to je čist malo zdaj. Jaz sem zdaj tle sam noter, tamle je ena 3-krat večja. Lejte, nimaš lepšega zakopati. Imam prav ali nimam prav, kaj pravite? Lejte, takle fini zalivček sicer. Res boste zdaj rekli, kaj je tu gužva, je gužva. Je tu verjetno ta zalivček malo poln. Imaš pa tamle na stran tako, so pa kamni, ne, je pa težko prideti, ampak imaš pol pa fino zaskočiti noter, pa tako, ne. No, sem vam pa že včeraj pokazal, ne, koliko je še možnosti tam tiste plaže, ki se lahko tudi z avtom odpeleš, pa tako naprej, tako da, lejte, meni je Šilo všeč, pa še cenovno ugoden je. Vi se pa odločite, ali vam je okej, ali vam